Že tukaj Valentin. Danes bom govoril o Tini Maze kot sodobni gladiatorki. Tina Maze je simbol osebe, ki je dosegla visoke uspehe v vrhunskem profesionalnem športu. Profesionalni šport pa je postal neke vrste sinonim za starodobno gladiatorstvo. V kontekstu dajmo narodu kruha in iger že stoletja in tisočletja vlade preusmerjajo pozornost množic ljudi na nepomembne stvari, zato da bi lahko oni upravljali z narodom v svojo lastno korist. Vsekakor je šport aktivnost, ki je lahko koristna, in vrhunski športni dosežki so lahko občudovanja vredni, to pa zato, ker za vsak vrhunski rezultat je potreben velik napor, odrekanje, predvsem pa velika pozornost na tisti trenutek, ko tekmuješ. Recimo konkretno pri smučanju, kot enem izmed fizičnih športov, je lahko tekmovalec uspešen samo, če se polno osredotoči na tekmo in da ne dopusti, da bi kakšna misel vzela pozornost od tega zavedanja, tega trenutka. Torej, Tina Maze je med tekmovanjem pod ogromnimi psihičnimi pritiski zaradi pričakovanj mnogih trenerjev, sponzorjev, ki so vlagali v njen trening, in pod pritiskom številne množice, ki si želi, da bi zmagala. Tina se mora zato med tekmo popolnoma osredotočiti na progo, na svoje fizično telo in ne sme dopustiti, da bi jo zbegala kakšna misel, ki se pojavi v njeni glavi oziroma v njenem umu. V tem trenutku ravno poteka tekma Zlata lisica in ravno včeraj je Tina Maze padla in odstopila 2 vratici pred ciljem. Očitno je dopustila, da jo je nekaj zmotilo, in popustila je njena pozornost na to, kaj mora storiti, kaj mora narediti njeno fizično telo, da bo uspešno prišla do cilja. Misli so torej tiste, ki nam vzamejo pozornost od zavedanja tega trenutka. In če sledimo mislim, potem misli povzročijo konflikt, ker se razdvojimo, gremo v ločimo se od zavedanja našega fizičnega telesa in te realnosti, in posledično se povzročijo energije, ki jim rečemo čustva. Ena stvar je šport kot neko izražanje našega fizičnega telesa. Telo je željno gibanja, je željno premikanja. Ko se gibamo, se naše telo odlično počuti. To je njegovo pristno naravno izražanje.
Tekmovanje pa je vrsta športne telesne aktivnosti, ko se začnemo primerjati naše izražanje, našo športno aktivnost z drugimi. Primerjanje pa potem avtomatično pripelje do živčnosti, do težnje, da bi bili boljši kot drugi ali vsaj enaki kot drugi. Na ta način samega sebe sabotiramo. Z primerjanjem in tekmovanjem sabotiramo in škodujemo sebi ter drugim. Kajti vsak od nas je individualna osebnost, enkratna osebnost, vsak ima drugačno obliko telesa, drugačne sposobnosti, različne načine izražanja. Kakršnokoli primerjanje in tekmovanje drug z drugim je škodljivo, je uničujoče. Vsak od nas je enkratno, enakovredno in enakopravno živo bitje, ki se izraža na tem svetu. Vrhunski šport je postal izjemna, škodljiva oblika tekmovanja in primerjanja. Ne tekmujejo samo športniki med sabo, ampak tudi gledalci sodelujejo pri tem. Tukaj gre za akt uživanja in poosebljanja. Ljudje imamo zmožnost uživeti se v nekoga, se postaviti v njegovo kožo in dojemati svet skozi njihove oči. Šport je postal vrsta obsedenosti in umske razdvojenosti, ko se gledalci začnejo poosebljati z nekim tekmovalcem. Recimo, Slovenci se poosebljamo in enačimo z Tino Maze. In potem jo opazujemo, ko tekmuje. In če doživi zmago, smo mi tudi veseli, ker se nam zdi, da smo tudi mi zmagali, ker smo se uživeli v njo. In posledično lahko ustvarimo dobre občutke. Če pa Tina Maze izgubi, smo lahko razočarani in si ustvarimo slabe občutke. S tem, ko se uživimo v neko osebo in začnemo enačiti njene rezultate z našimi lastnimi rezultati, s tem zapademo v ločenost. Ločili smo se od realnosti našega fizičnega telesa. Kajti mi si lahko lastimo samo zasluge našega lastnega fizičnega telesa. Samo če bomo mi šli osebno tekmovati, bomo lahko deležni zaslug za lastno zmago. Ne moremo se pa lastiti zaslug drugih ljudi, drugih fizičnih teles, ki so nekaj naredili. Čustva so energija, ki se proizvedejo zaradi notranjega konflikta, ko začnemo verjeti v neko iluzijo. Če v našem umu postanemo eno za neko osebo, če se poosebimo za Tino Maze, smo s tem zapadli v nerealno situacijo. Začeli smo si lastiti njeno telo. To je v bistvu neke vrste posilstva. V našem umu smo si začeli predstavljati, da smo mi Tina Maze. To je vsekakor iluzija. In
če Tina Maze doseže nek rezultat in če mi zaradi tega, kar je ona storila, ustvarimo v sebi slabe ali dobre občutke, smo s tem začeli projicirati našo lastno odgovornost za lastno ustvarjene občutke in čustva na njo. Na ta način smo povzročili zločin. Zločin neiskrenosti do samega sebe. Začeli smo si lagati, začeli smo si slepiti. In energije čustev so mamljive, so skušnjava, so droga. Z energijami se lahko zasvojimo. Energije nas obsedajo, vzamejo nam pozornost od zavedanja našega fizičnega telesa, zaslepijo nas in nas silijo v dejanja škodovanja drugim ljudem. V čustveni obsedenosti nismo zmožni prevzemati odgovornosti za naša dejanja, dejanja našega fizičnega telesa, ker naš naša podzavest prevzame kontrolo nad našim fizičnim telesom. Postanemo ločeni od realnosti, ločeni od življenja, ne zavedamo se celotne realnosti, ampak so nam mar samo lastni občutki. To je egoizem, to je ločenost od realnosti. In te energije se proizvedejo na račun našega fizičnega telesa. Z vsakim dopuščenim čustvom posrka življenjsko silo iz našega fizičnega telesa in na ta način sesuva stabilnost in zdravje našega telesa. Posledično se povzročajo bolezni v našem fizičnem telesu, pospešuje se staranje in tudi škodujemo na ta način drugim, ker z umsko obsedenostjo lahko zaradi jeze ali razočaranja izražamo fizično in psihično nasilje nad drugimi ljudmi. Priporočam torej vsem, da pomislijo, kaj se dogaja v njihovi notranjosti, ko opazujejo nek dogodek izven sebe. V trenutku, ko dopustiš, da neka oseba povzroči neko čustvo in da projiciraš to čustvo na to osebo, narediš to osebo odgovorno za lastno čustvo. Na ta način postaneš neodgovorna oseba. Prevzemite torej odgovornost za svoja čustva, zavedajte se, da ste vi edini, ki ste odgovorni, da ste samo vi tisti, ki ste zmožni ustvariti lastna čustva in čim bolj se od njih osvobajajte. Postanite pozorni na svoje dihanje, kajti dihanje je življenje. Dihanje vam sidra zavedanje v tem trenutku. Na ta način se bodo preprečila številna trpljenja na tem svetu in na ta način bomo lahko živeli tukaj na tem svetu v harmoniji in sožitju. Vsem priporočam brezplačni spletni tečaj DIP Light, preko katerega se boste lahko naučili te dinamike čustev, da boste postali odgovorna, zrela, živa bitja na tem svetu, ki ji bo v interesu ustvarjanje dostojnih življenjskih razmer za vse ljudi, živali in rastline. Ustvarimo raj na zemlji, obravnavajmo drug drugega kot enakovredna bitja, prenehajmo se primerjati, tekmovati, bojevati in uničevati. Na tem svetu je dovolj vsega za vse in lahko se izživljamo v polnosti in živimo srečno in izpolnjeno življenje. Več povezav do koristnih informacij in spletno povezavo do tega tečaja DIP Light najdete v opisu tega videoposnetka
Zato vas vabim, da si pogledate in da si pomagate. Hvala za posluh in nasvidenje.